Oni niso tako kot večina, da bojo samo šli in si kupili eno zastavo, pivo pa šal. Vsake toliko, ciklično, kot tudi vse ostale stvari v življenju, se dogajajo razne tekme, športne prireditve, tekmovanja in vse množice veselo drvijo na najrazličnejše dogodke, prireditve. Čeprav to na prvo žogo deluje zelo zabavno, prijetno, pozitivno, moramo pa razumeti, da se izza tega skrivajo tudi določene pasti. A veste, kaj pravzaprav je spremljanje športa v resnici? To so hipne in intenzivne zadovoljitve. To so pravzaprav šoti. Ja, v kakšnih šotih govorim? Ja, v odmerkih. Tako, kakor si narkoman vbrizga eno dozo in je potem za nek kratek čas svet evforičen ali pa pomirjen in lepši in bolj prijeten in bolj zabaven in bolj prijazen. No, na enak način različna športna dogajanja vplivajo tudi na nas. S pomočjo športa se množicam prodajajo te, kot sem že rekla, hipne in intenzivne zadovoljitve, zato da se imajo z nečim za ukvarjati in da imajo občutek sreče in izpopolnjenosti in zadovoljstva, ampak kaj v resnici pa je izza tega? V športu mi spremljamo nekoga, navijamo zanj, gledamo tekme, ga občudujemo, jo občudujemo, jih občudujemo. Se veselimo njihovih uspehov, se ukvarjamo bolj torej z drugim kot sami sabo. Vse to pa pravzaprav preusmerja našo pozornost od stvari, tem, oseb, v prvi vrsti celo od sebe na nekoga drugega. Naenkrat se sredi te evforije znajdemo v vlogi strastnega navijača, oboževalca, fana. Pa lejte, se v bistvu vse podobno deluje, ne samo šport. Tudi če bi rekli tisti, ki tako zavzeto in strastno spremljajo, občudujejo razne celebritije, medijsko izpostavljene osebe, zvezdnike in tako dalje. Ampak kje tiči nevarnost? Takoj, ko ti žarometi pogasnejo, oni bodo nekaj imeli od tega. To pomeni, mi se samo angažiramo takrat, ko gremo nekaj pogledat, ko je dejansko tista tekma, ki se dogaja, ali preko televizije prenos, ali če gre kdo v živo gledat. To je zelo kratek in omejen čas trajanja našega užitka, ki ga ob tem doživimo. Res zatem ostanemo praznih rok, oziroma določen čas traja, da se ta evforija in to zadovoljstvo poleže in dokončno zbledi in se ujamemo spet v nek vsakdanji ritual, v katerem smo bili prej. Medtem ko tisti, ki pa nastopa, ki je performer, ki je športnik, njemu se res to splača delati. On je v tem filmu, on ni samo gledalec, njemu se skozi nekaj dogaja. On se res trudi, on res nekaj gradi, on res nekaj vlaga, on res nekaj dela. Njemu se skozi dogaja tisoč in ena stvar in to je res pol tisti užitek, ko lahko še nastopa, ko dobi vso pozornost, energijo, posledično tudi denar. Skratka, za njih je res fajn. Gledalci, sledilci, slušatelji, oboževalci, fani, kakor hočete temu reči, bi pa res morali prevetriti v svojih mislih, kaj zares do nečesa čutijo in zakaj pravzaprav zares nečemu sledijo, kaj jih v tem pritegne. A res nekaj imajo od tega, ali je dejansko končni efekt samo to, da te nekdo na nek način pravzaprav vleče za nos, si ves vesel, oddaš svojo energijo, oddaš svoj denar. Ja, cena za ta hipni užitek je visoka. Ljudje pa ostanejo na drugi strani po tej evforiji pa praznih rok. In ko se ta šot, ta doza poleže, umiri, svet postane enak, kakršen je bil prej. In če že prej nismo bili zadovoljni s svojim življenjem, ker naenkrat ugotovimo, da je svet spet poln frustracij, neprijaznosti, tegob, določenih obveznosti, ki jih morda marsikdo sploh ne mara, pa jih počne samo zato, ker misli, da jih mora. Skratka, to je nevarno početje, da se neprestano nekateri izživljajo, doživljajo preko drugih. S tem se uspejo za kratek čas, za krajša obdobja, čustveno tako zaslepiti, da se jim zdi, kot da vse to doživljajo oni. Ampak ko to popusti,
se sami zopet znajdejo na dnu tistega, zaradi česar so sploh potrebovali to evforijo, da jo spremljajo, da jo doživijo in da za kratek čas pobegnajo iz tiste svoje sive cone, v kateri se nahajajo. Zakaj to hitro lahko nastane odvisnost? Ja, enostavno zato, ker imamo pametne možgane in oni vedo, kdaj nam je prijetno in kdaj se je naše kronično nezadovoljstvo spremenilo v evforično zadovoljstvo. In potem iščejo te poti, te načine, te priložnosti in mi se čedalje bolj udejstvujemo, čedalje bolj to zasledujemo in čedalje bolj strastni smo v tem. In naenkrat iz nekega postranskega, dokaj nevtralnega opazovalca, ki mogoče sem pa tja vrže učko in nekaj spremlja, ratamo najbolj zagrize navijački, pripravljen na vse, na boj pa beg. Je to zdravo? Ne. Velja razmisliti, kakšen imate vi odnos do tega, kakšen odnos do tega imajo ljudje, ki so okrog vas, koliko jih te tuje zgodbe potegnejo vase in koliko pravzaprav imajo dela in so pripravljeni se soočati sami svojo. Se veste, kako je, ne? Če smo sami brez nečesa v svojih rokah oziroma če imamo tak občutek, potem se kaj hitro namesto sabo neprestano in zelo intenzivno ukvarjamo z drugimi in opazujemo in občudujemo njih, kaj pa imajo oni v svojih rokah, kaj držijo. Ampak dajmo se ukvarjati s sabo.